Mislim, da lahko začnemo. Veseli bomo vseh tistih, ki se nam bodo še pridružili v naslednjih minutah ali tudi kasneje na Zoomu, na naši Facebook strani Galerije Jakopič. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam pridružili virtualno na našem današnjem dogodku predstavitve prvih dveh delov publikacije Na drugi strani slovenska fotoreportaža. Uvod in identiteta sta tisti dve prvi knjigi, pravzaprav v začetku mogoče mišljeni bolj kot kataloga, zdaj pa je iz njiju in iz ostalih dveh, ki sledita, nastala zares znanstvena publikacija, ki smo je nadvse veseli in ki bo spremljala seveda našo razstavo, ki je za obiskovalce seveda odprta od 19. januarja do 19. junija. Moje ime je Marija Skočir, sem vodja Galerije Jakopič, sem soavtorica projekta Na drugi strani, med drugim, pa bom seveda tudi poskušala moderirati ta današnji dogodek, tako da bomo lahko čim bolj jedrnati in seveda tudi ne predolgi. Dovolite mi, da na začetku predstavim danes svoje sogovornike. Še prej pa mogoče nekaj tehničnih zadev. Opozorila bi vas vse, ki ste prisotni, da seveda dogodek snemamo, da seveda smo vedno veseli vaših vprašanj, naj bo v klepetalniku na Zoomu ali na Facebook strani. Veseli bomo tudi, če se nam pridružite še bolj v živo, kot ste do zdaj, če vključite svoje kamere, zato da ne govorimo samo o tem elektronskim napravam, lahko pa tudi seveda v katerem koli trenutku dvignete roko in bomo poskušali vaše vprašanje tudi slišati in nam odgovoriti. Torej, kot rečeno, je poleg vodstev, ki jih zdaj redno izvajamo 3-krat tedensko v majhnih skupinah, to prvi dogodek v nizu bogatega spremljevalnega programa naše razstave, ki smo ga zastavili ob tem projektu. In za te dogodke seveda upamo, da jih bomo lahko čim več izpeljali, zelo kmalu tudi v živo. Torej, naj sedaj predstavim svoje današnje sogovornike. So avtorji številnih besedil v publikacijah, ki jih danes predstavljamo, predvsem pa so avtorji projekta Pregleda slovenske fotoreportaže, ki smo več kot 2 leti nazaj zastavili platformo, na kateri je grajena razstava in pričujoča publikacija, smo trije. In sicer dr. Ilija Tomanič Trivundža, redni profesor na oddelku za komunikologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in sodelavec Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja te iste fakultete. Z nami je tudi dr. Jan Babnik, glavni urednik revije Fotografija in membrana, vodja zavoda Membrana, njegovo področje pa je filozofija in teorija fotografije. Poleg njiju je danes z mano še nekoliko širša ekipa, in sicer kolegica Julija Hoda, kustosinja Galerije Jakopič, strokovna sodelavka in sourednica publikacije, ki jo predstavljamo, in pa tudi Nika Perne, samostojna kuratorka, ena od avtoric besedil, ki jih bomo predstavili, ki pa nas trenutno zaradi omejenih možnosti samo posluša. Da bo danes vse teklo preko žic z naše na vašo stran, skrbita kolegici Janja Rebolj in Janja Bozečan, in se seveda vsem mojim gostom lepo zahvaljujem in seveda vsem tistim, ki ste zdajle z nami. Da ne bomo preveč delali uvoda, predlagam, da se kar lotimo uvoda. Uvod je namreč naslov prvega dela te publikacije in uvod je tisto, kar smo si nekako zamislili, da je o slovenski fotoreportaži v smislu zgodovinskega pregleda, v smislu tipologije zvrsti potrebno tudi povedati. Z vami bom delila svoj zaslon. Takole, upam, da je vidno in vse v redu. Tole je naša prva publikacija, ki torej prihaja kot prvi del in uvod v celoto.
Kot vidite, se je že tukaj zvrstilo veliko piscev, sploh našo publikacijo zaznamuje številčnost znanstvenih, strokovnih prispevkov in pa izredna multidisciplinarnost, bi rekla, saj pisci prihajajo zares iz različnih področij. In kot seveda vidite, že v kazalu je naša ekipa priskrbela kar nekaj besedil, ki sestavljajo ta uvod. Najobsežnejša med njimi je, lahko rečem, zares obsežna. Obseg je nenazadnje na koncu presenetil tudi nas avtorje, pa vendarle ga ne obžalujemo zaradi tega, ker je vsaj enkrat bilo treba zapisati neko zgodovino tega žanra, ki je prej nismo imeli in ki jo bomo predstavili torej s kolegi malce kasneje. Seveda pa imamo torej v tej nekako najosnovnejši opredelitvi tega žanra oziroma te vrste, kot smo jo poimenovali, torej fotoreportaže, za katero smo se odločili, da je torej naš fokus našega zanimanja. In torej so v tem sodelovali tudi Lenart Kučič, ki je osvetlil predvsem najsodobnejšo problematiko fotoreportaže, tudi vprašanje reportažne fotografije danes in morda nasploh, oziroma tudi v smislu tehnoloških izzivov. Potem Mojca Puncer, dr. Mojca Puncer, ki je opredelila estetiko fotoreportaže, torej vrsto iz bolj filozofskega, umetniškega, tudi umetnostno-zgodovinskega morda vidika do neke mere, in pa besedilo magister Urše Čitrakar, ki smo ga posebej tudi veseli, ker ga vidimo tudi kot vsaj en droben priročnik, pravzaprav nenazadnje vsem tistim, ki fotoreportažo danes uporabljajo, se z njo srečujejo, kajti avtorsko pravno varstvo fotografije je nekaj, kar je seveda v fotografiji nasploh, morda še posebej v reportažni fotografiji, vedno dokaj pereče vprašanje. Toliko za najožji uvod, zdaj pa, da ne bom samo sama predstavljala te publikacije, vabim k besedi Ilijo. Ilija, zdaj bova zamenjala svoje zaslone, kaj ne? Takole, in predlagam, da se torej posvetimo nekoliko več zgodovini slovenske fotoreportaže, ki smo jo mi paradoksalno poimenovali mala zgodovina, pa boš ti lahko več povedal, zakaj je temu tako. Hvala, Marjan. Preden vas tudi jaz zasujem z zaslonom, lepo zdrav. Zdaj pri tem pisanju male zgodovine, seveda, ki je prerasla v kar precej dolgo in upamo, da ne dolgovezno preglednost dogajanja na področju reportažne fotografije v približno zadnjih stoletjih. Treba nekako povedati, da smo začeli s tem pregledom ravno iz perspektive fotoreportaže kot vrste novinarskega sporočanja, ki se začne nekako v slovenskih tiskanih dnevnih časopisih, še posebej po njihovih ilustriranih prilogah, ki se začne nekako pojavljati nekje na sredini 20 let 20. stoletja in od teh 20 let 20. stoletja pa do 20 let 21. stoletja nekako teče ta naš zgodovinski pregled. V tem osrednjem poglavju te publikacije, torej mali zgodovini, se ukvarjamo z zgodovino reportažne fotografije v 20. stoletju, potem pa imamo še eno poglavje, ki naslavlja to novejše obdobje zadnjih 20 let. Zdaj tu bi samo uvodoma izpostavil to, da to pisanje zgodovine oziroma zgodovinjenje reportažne fotografije je za nas tudi same predstavljalo precejšnji izziv. Predvsem nismo želeli narediti pa ponoviti tega, kar mi vidimo kot napake na splošno zgodovinjenje fotografije. Torej, izhajali smo iz dveh predpostavk. Ena je ta predpostavka, da ni nekakšne univerzalne zgodovine fotografije, ni neke univerzalne svetovne zgodovine fotografije, kakor se ponovadi skozi te večje publikacije poskuša prikazati. In
Tako da tudi naše izhodišče ni bilo, da je naša slovenska zgodovina neka deviacija te neke univerzalne svetovne zgodovine fotografije, da ne pristopamo k temu z vidika nekega dohajanja, zaostajanja ali sprejemanja nekih trendov, ampak da dejansko poskušamo zgodoviniti reportažno fotografijo skozi v bistvu vplive okoliščin, v katerih nastaja, da jo poskušamo razumeti kot zelo specifično našo lastno zgodovino. Tudi skozi intervjuje s fotografi smo ugotavljali seveda, da se večino tega obdobja zgledujejo drug pri drugem, torej da so tudi zgledi in vplivi predvsem domači. In na nek način ta naš projekt torej vihti neko zastavo intelektualnega protiimperializma, ki fotografijo zgodovini na neki osi med Londonom, Parizom in New Yorkom in izpostavlja te velike prestolnice in velika imena, ki iz njih izhajajo. Druga ta predpostavka je bila tudi, da zgodovino reportažne fotografije nikakor ne moremo zreducirati na nekakšno zgodovino velikih imen, velikih avtorjev oziroma velikih fotografov. Tako da smo pri tem zgodovinjenju poskušali do čim večje mere upoštevati dejstvo, da je reportažna fotografija vselej rezultat kolektivnega dela, torej da niso pomembni samo fotoreporterji, fotografi, ampak da so z njimi in predvsem nad njimi tudi uredniki, tehnični uredniki in še cel kup drugega osebja, da je reportažna fotografija zgolj del novinarstva, novinarstvo pa je skozi večji del 20. stoletja bilo strukturirano po principu dela industrijske proizvodnje, torej delo, ki je kolektivno, repetitivno, predvidljivo, standardizirano in tako naprej. In iz teh predpostavk smo potem poskušali nekako opisati zgodovino reportažne fotografije v našem prostoru skozi neke velike temeljne obrate. Mi smo nekako uspeli identificirati 4 velike obrate. Pri teh obratih, ključnih obratih, smo izhajali predvsem iz 2 vprašanj, in sicer vprašanje, kakšna je vloga fotoreportaže oziroma fotoreporterja v novinarskem sporočanju, in po drugo, v kakšno vlogo fotoreportaže oziroma reportažne fotografije interpelirajo bralce oziroma gledalce. In tako smo prišli do 4 nekakšno, lahko bi rekli, preobratov, ki smo jih poimenovali tudi 4 obdobja reportažne fotografije oziroma fotoreportaže, ki so ta prva izhodiščna, tako narodno zavedna. Drugo obdobje smo poimenovali graditeljska, tretja pobudniška in četrta poročevalska. Zdaj pri teh obdobjih bi rad sam izpostavil, da to so obdobje, ki nimajo zelo jasnih datumskih začetkov in koncev, nakazujejo pa nekako večje spremembe v razumevanju oziroma samorazumevanju vloge fotoreporterja in pa načina komuniciranja z bralci. Tako da ta prvo obdobje, iz katerega imate tukaj na zaslonu prikazani 2 fotografiji, pa bom potem pokazal še kakšno, pokriva obdobje nekako od konca prve svetovne vojne pa do konca druge svetovne vojne. To prvo obdobje zanje je značilno, da se v bistvu v tem času fotoreportaža kot vrsta in pa reportažna fotografija kot del novinarstva pravzaprav šele formirata, še oblikujeta, in da recimo to obdobje, kjer nimamo redno zaposlenih fotoreporterjev, kjer so fotografije v medijih objavljene zelo sporadično in kjer se še vedno eksperimentira veliko tudi z obliko prikazovanja. Recimo na tej manjši fotografiji, tukaj na tej strani, lahko vidite eno zgodnjo obliko fotomontaže, ko so poskušali nekako v dnevnem tisku presegati omejitev tega, kar zmorejo povedati z eno fotografijo, in so potem sestavljali fotografije včasih na posrečen, včasih na celo manj posrečen način, kot je ta tukaj. Predvsem pa, kot smo ugotavljali, je za to zgodnje obdobje značilno to počasno vstopanje reportaže kot vrste v tisk. Predvsem se je z več slikovnim pripovedovanjem poskušalo
osvetljevati pomembne, prelomne dogodke oziroma dogodke, ki so jih uredništvo ocenili za pomembne prelomne. Recimo, zagotovo eno večjih prelomnic v razvoju reportažne fotografije predstavlja pokrivanje atentata oziroma pogreba na kralja Aleksandra. S tem dogodkom prav zares nekako fotografija dokončno vstopi v dnevni tisk. Medtem, ko se pa že prej seveda začne pojavljati v ilustriranih prilogah, ki so bile značilne za to obdobje in s temi ilustriranimi prilogami so seveda poskušali časopisi, ki so jih izdajali, nekako premostiti časovne zamike pri objavljanju fotografij. Skratka, v tistem času še ne moremo govoriti o neki resni ažurnosti, o ideji aktualnosti, ker je hitra reprodukcija, pa rekli bi aktualna reprodukcija fotografij bila predvsem tehnično zelo ovirana. Za to obdobje pa ugotavljamo, da je ključno to, da nekako se vzpostavlja skozi fotografijo nekakšno kolektivno zavedanje o nacionalni pripadnosti. To je bi rekla, specifično, zgodovinsko gledano specifično naša karakteristika. Skratka, v tem obdobju, sploh v drugi polovici 20. let, ko je bilo v Jugoslaviji prepovedano eksplicitno politično delovanje skozi politične stranke, se dostikrat kultura in pa ideja naroda, narodne identitete oziroma tradicije nekako izkaže za neko vzporedno področje, kjer se da zasledovati politične cilje oziroma oblikovati tudi politično identiteto. In za to obdobje, ne glede na to, kdo izdaja, kdo so izdajatelji ilustriranega tiska, je značilno, da se zelo veliko pozornosti posveča narodnim motivi, kot jo recimo vidite tukaj, tradicionalnih opravil in pa zelo izstopajo podobe slovenstva, Slovenije, alpskih motivov in podobno. Za to obdobje mogoče je zanimivo, da če gledamo na kakšen način naslavljajo novinarji, uredniki in pa predvsem nastajajoči fotoreporterji, še bolj pa uredniki fotografije, na kak način naslavljajo svoje bralce, bi lahko skoraj rekli, da jih naslavljajo z nekakšne pozicije učitelja. Skratka, učijo jih o domovini, kakšna je domovina, kaj so njene posebnosti, kaj so njene lepote in tako naprej. Šele s časom potem opustijo to malce bolj poučno noto. Za to prvo obdobje je sicer malo manj značilno, ampak se že pojavlja tudi ta socialno-kritična reportaža, ki jo tudi poskušamo slediti skozi vsa ta obdobja. To pa recimo primer te je na vaši desni, ko se v drugi polovici oziroma v 30-ih, v drugi polovici tega obdobja prav zares začnejo fotografi veliko ukvarjati tudi z vprašanji samega podajanja zgodbe, ustvarjanja fotografij skozi tako imenovane principe nove estetike oziroma nove podobe. Za to obdobje mogoče velja izpostaviti še te ključne, mogoče res da izpostavim samo še ključne publikacije. Če ima vsako od teh obdobij neko krovno idejo, kaj fotoreportaža je in k čemu naj prispeva, ima tudi praviloma neke ključne publikacije. Za to prvo obdobje zagotovo zelo pomembna publikacija Ilustrirani Slovenec ter kasneje revije, kot so Obisk in Ilustracije, v katerih lahko fotografi razvijajo jezikovno pripoved v obliki, v nekakšni obliki proto-fotoreportaže oziroma kasneje že v pravi fotoreportaži. Mogoče samo za konec tega obdobja, to je recimo obdobje, v katerem je zelo veliko fotografij v medijih, prav zares izhaja iz
rok amaterskih fotografov, ker kot rečeno, to še ni obdobje, v katerem bi se profesionalizacija vizualnega novinarstva začela. To obdobje se konča precej, jasna meja je, kdaj se to obdobje konča. Konča se s koncem druge svetovne vojne, oziroma zelo jasna je meja, kdaj se začne naslednje obdobje in ta obrat v to, kar smo mi poimenovali pobudniško fotoreportažo. Pobudniška zamuje obdobje od leta 1945 pa tam nekje do prve polovice 70-ih let 20. stoletja. Je precej široko in tudi notranje seveda razvejeno obdobje, ampak nekako kar ga druži je ta ideja, da je fotoreporter kot samo eden od novinarskih delavcev prav zares tudi samo eden od delavcev novo nastajajoče socialistične družbe. Skratka, fotoreporter v tem času aktivno soustvarja to novo družbo, jo pomaga graditi, obnavljati in graditi novo družbo v tem obdobju. Če smo rekli, da so prej vodilne publikacije v tem obdobju, zagotovo je osrednja publikacija, v kateri se fotoreportaža kot vrsta poročanja razvija, revija Tovariš. Kasneje se ji pridružijo tudi druge ilustrirane priloge in drugi tedniki, kot so 7D, Tedenska tribuna in podobno. Ampak Tovariš je nekako osrednja institucija za fotoreportažo v tem tako imenovanem graditeljskem obdobju. Za to obdobje na začetku značilna precej direktna vnaprejšnja cenzura, sčasoma tam v drugi polovici 50-ih pa se glavni tip cenzure v jugoslovanskem novinarstvu v bistvu prevesi bliže k samocenzuri oziroma k nekakšnem iskanju, tipanju za tem, kje je meja dovoljenega poročanja. In to iskanje te meje dovoljenega lahko prepoznamo tudi skozi fotografijo. Na začetku reportažna fotografija postane del množične mobilizacije v podpori izgradnji nove družbe. Zelo se fotoreportaža na začetku zgleduje po sovjetskih zgledih, po sovjetskem modelu, ampak že kar kmalu potem preide v opisovanje in včasih tudi opevanje našega avtohtonega, da rečemo tako, družbenega napredka, tako kot recimo ta fotoreportaža Nedelja na Jesenicah. Za to obdobje je značilno res, da se poskuša fotoreportaža ključnih načinov pripovedovanja, vizualnega pripovedništva, pripovedovanja zgodb o tem, kdo smo in kaj bi pravzaprav želeli biti. V reportažni fotografiji se v tem obdobju že zazna po eni strani ta samocenzura, po drugi strani pa tudi boj za čim večjo svobodo vizualnega izraza. Tako da v dnevnem tisku relativno hitro po vojni začnejo fotoreporterji objavljati tudi fotografije, ki niso direktno povezane z pomembnimi političnimi dogodki, fotografije, ki se bolj dotikajo nekih utrinkov, trenutkov vsakdanjega življenja, ki jih uspejo prikazati veliko bolj estetsko dovršeno ali pa zanimivo ali pa drzno, kot jim je to dovoljeno pri pokrivanju uradne politike in protokolarnih dogodkov, kjer veljajo nepisana pravila o tem, kako naj bodo politiki predstavljeni oziroma še bolj, kako ne smejo biti predstavljeni. Za to obdobje je značilno tudi precej svobodna raba fotografije, sploh fotografij, ki so prihajale iz tujine, tako da tako na razstavi kot v publikaciji se malce posvetimo tudi temu, kako so na primer s tako imenovanim pristopom škarjaste reportaže iz tujega tiska, recimo iz revije Life, izrezovali fotografije in jih potem reproducirali in objavljali v reviji Tovariš. Skratka, to je nekako obdobje, kjer
ker ne zaznamo pretirane družbene kritičnosti, se pa ta nekako začne pojavljati na vstopu v 70. leta, ki počasi nekako najavljajo že ta naslednji obrat v razvoju reportažne fotografije, medtem ko v tem prvem je pa res poudarek na tem, da se skozi fotoreportažo prikazujejo dosežki izgradnje socializma, da se prikazujejo nekako novi fenomeni družbenega vsakdana, tudi recimo tam porast prometa, zasledimo tudi bolj zabavne fotoreportaže, razvedrilne, kot je ta recimo tukaj na strehah Ljubljane, ki že skoraj da voyeuristično razgalja nekako vsakdanji utrip. In pa predvsem nekako poskuša reportažna fotografija v tem času iskati ta res balans, to ravnotežje med estetiko, pripovednostjo in pa nekako s nekimi najavami subtilne oblike družbene kritike. Mogoče lahko na tem mestu predam jaz besedo kolegu Babniku, razen če ni mogoče že kakšno vprašanje se komu pojavlja. Podarila. Hvala, Ilija. Tako, najboljše, da gremo kar naprej. Zgodovina je res izčrpno dolgo delo, nastalo na podlagi resnično obsežnega pregleda gradiva. Tako da, Jan, izvoli, pobudniška in pa reporterska faza ostajata tebi, da jo na kratko predstaviš. Ja, jaz bi samo delil zaslon. Samo sekundo. Ok. Vidite? Samo preverjam. Ok, dober. Ja, hvala Ilija za ta prvi izčrpen in tudi ta predvsem tisti uvodni del, ki je nekako ponazoril, na kakšen način smo se lotili fotoreportaže. Mogoče bi jaz izpostavil to, kar je tudi Ilija že izpostavil, da je konec koncev fotoreportaža kolektivno delo, ne? In da v tem smislu, tudi ko smo delali pregled, se seveda nismo fokusirali na posamezne fotografe in dostikrat so tudi te reportaže, ki so v katalogu, mogoče niso najbolj reprezentativne, za fotografovo delo, so pa najbolj reprezentativne za število in količino tovrstnih reportaž, ki so v določenem obdobju bili objavljeni v medijih. Poleg tega je pa v bistvu, če gremo na to drugo, v bistvu tretjo obdobje, na pobudniško dobo, zakaj smo mi to dobo imenovali pobudniška, če smo imeli prej graditeljsko, Ilija je tudi že dobro predstavil, zakaj je to graditeljska doba, izgradnja nove družbe. Zdaj, v 70. letih počasi pridemo v dobo spodbujanja samoupravnosti, če temu tako rečemo. Skratka, novinarstvo in fotoreportaža je v funkciji spodbujanja samoiniciative državljanov. To se vidi v številnih reportažah, ki imajo celo kritično noto, tako kot je rečemo tudi ta reportaža, ki vidimo tukaj na tej desni strani, nedovoljene gradnje, iskalnica soglasij in mnenj. Gre v bistvu za, ni samo ena reportaža, to je bila cela serija reportaž objavljenih v Telexu, in gre za reportaže o nedovoljenih črnih gradnjah, s tem, da v bistvu vse tukaj že kaže ena subtilna družbena kritika, res pa je, da ni neposredna. Torej, če pridemo v tem obdobju do določene kritičnosti, še vedno ni toliko neposredna, kot je na primer danes. Jaz se bom v bistvu tukaj sprehodil zdaj čez te primere, ki so objavljeni tudi v katalogu, in bom za vsakega probal ponazoriti, zakaj je v bistvu vključen not v to dobo. Zdaj še en tak primer deloma kritične reportaže, fotoreportaže, je v bistvu tale, ki je čisto na levi, to je Dolga brada zaradi sredin. To je dnevnikova reportaža od Vlado Čuka, in sicer v bistvu je reportaža o
tem, kako se ljudje stiskajo na avtobusih, skratka o gneči na ljubljanskih avtobusih. In tukaj že iz samega naslova, tudi konec koncev iz besedila, ki v bistvu je mogoče potrebno poudariti, da fotoreportaža je seveda povezana, fotografija je povezana z besedilom in mnogokrat v bistvu pomen fotoreportaže daje ravno ta preplet besedila in podobe. Tukaj vidimo, da na primer je ta, sicer, če sem čisto iskren, se v tako pomanjšano, zelo malo vidi, gre za v bistvu zelo take preproste prikaze gneče na avtobusu, in hkrati na subtilno kritiko ljubljanskega potniškega prometa. In zdaj, to je najdlje, kamor pride fotoreportaža v svoji kritičnosti v tem pobudniškem obdobju. Ker nenehno, ko se izpostavlja določeno družbeno problematiko, se izpostavlja, da se treba angažirati, da mora v bistvu državljan prevzeti iniciativo in pobudo in sam v bistvu odpraviti razmere s tem, da se aktivira kot državljan in da se aktivira v različnih bodisi delovnih, upravnih, mladinskih kolektivih. Za to obdobje je tudi značilno veliko reportaž mladinskih delavskih brigad iz Goriškega, Kozjanskega, Bele krajine, ki vsi poudarjajo to delovno iniciativo mladih pri odpravljanju nevzdržnih družbenih razmer, na primer gradnje cest, napeljava vode v oddaljena naselja in tako naprej in tako dalje. Zdaj, še ena taka reportaža je tukaj v tem centralnem delu Vojakova dnevna soba. Iz nje se tudi zelo dobro zrcali ta vidik te pobudniške dobe. Gre za to, da seveda tukaj prikazana zelo preprosta vojakova dnevna soba, ki so jo vojaki sami izgradili, sami so v bistvu opremili. Skratka, nevzdržne razmere so bile in vojaki so se sami aktivirali in skupaj naredili to delovno sobo. Skratka, ne gre za reportaže, ki bi bile kritične, kakor bomo kasneje videli, ki bi bile bolj neposredno kritične in ki bi neposredno pozivale ali pa se konfrontirale z oblastjo za odpravo določenih razmer. Zdaj, kritika se skriva tudi v bolj, rečemo temu, ironičnih, satiričnih posegih. Mladinna reportaža Parti, fotografije Tona Stojko, je en dober primer tega, kako se je kljub temu, da je bila to doba, v kateri se skoraj da ni priznavalo družbene razslojenosti, je ta reportaža bila eno opozorilo na to, da družbena razslojenost še vedno obstaja. Gre za prikaz, za prizore iz zabave petičnežev iz višjega sloja družbe, naslovljena je Parti, fotoembalaža Parti, in iz besedila, tudi samo besedilo pri tej fotoreportaži je zelo ironično. Za to obdobje je poleg tega zelo značilna številčnost fotoreportaž različnih komemorativnih dogodkov. Bodisi so to obletnice velikih bitk narodno-osvobodilnega boja, obletnice ustanovitve različnih malih društev, tudi gasilskih društev, obletnice ustanovitve organov za notranje zadeve, na primer, poleg tega pa tudi seveda obletnice jugoslovanske vojske, ustanovitve, tudi različnih frakcij jugoslovanske vojske, od letalstva do pomorstva in tako naprej. Tukaj v tem desnem zgornjem kotu vidimo eno tako reportažo iz komemoracije. Zdaj, reportaže iz tujine so seveda bile. Dejstvo pa je, da v bistvu v tem času fotoreporterji sami ni bilo veliko reportaž, ki bi nastali na podlagi tega, da bi fotoreporterje poslali na teren. Na nek način seveda je to sorodno tudi današnji situaciji, čeprav moramo reči, da v tem času so reporterji več odhajali v tujino in delali različne reportaže. Mogoče ta bicikel, to je reportaža Joca Žnidaršiča iz Kitajske,
je reprezentativna za prikaz pač vsakdanjosti v tujini. Takih reportaž sorodnih, kot je ta, je v tem obdobju veliko. Poleg tega pa je veliko tudi fotoreportaž o potovanjih naših državnikov v tujino, še posebej o potovanjih Tita v tujino, Kitajsko, Korejo in tako naprej. Telex je objavil eno fantastično reportažo o tem. Mogoče bi bilo dobro izpostaviti tudi to reportažo, ki je v spodnjem levem koncu, to je reportaža Jožeta Wolfanda, Mi v Afriki. Spet gre za eno serijo reportaž. In v bistvu tukaj je pa zanimivo to, da gre za serijo reportaž Mi v Afriki, ki v bistvu prikazuje različne jugoslovanske, slovenske firme, ki sodelujejo z Afriko. In za razliko od zelo klasičnega eksotizma prikazovanja drugih in drugosti v reportažah, ki so prikazovale bolj vsakdanje življenje, je tukaj v bistvu poudarek na izgradnji, na sogradnji Afrike, na tem, kako slovenska podjetja sodelujejo in vzpostavljajo pač gospodarstvo v Afriki. Seveda Jugoslavija je bila takrat vodilna v gibanju neuvrščenih, in zaradi tega je veliko reportaž pač iz neuvrščenih. Zdaj, kako pride do te postopne tranzicije iz te ene pobudniške dobe v poročevalsko dobo? Zdaj, kakšna je sploh razlika? Poročevalska doba v bistvu naznačuje premik v novinarstvo in hkrati v fotoreportažo, kakor jo poznamo danes. Gre za to, da se funkcija novinarja in funkcija fotoreporterja spremeni. Novinar postane, se pač reče, pes čuvaj družbe, kar naenkrat iz te pobudniške vloge prevzame v bistvu bolj kritično vlogo in mediji sami postanejo pač nadzorni element v družbi. Zdaj, to tranzicijo lahko opazujemo tekom 80-ih let. Še posebej se to opazuje sredi 80-ih let v reportažah Mladine, ki je šla v zelo neposredno konfrontacijo s sistemom in je bila ena izmed vodilnih revij pri nas, ki je v bistvu se začela na kritičen poročevalski način soočati v bistvu z oblastjo. En primer je ta Razstrojeni tujec, ki je konec koncev ni ravno fotoreportaža, gre za v bistvu kolaž, za neposreden napad na lik in delo Tita. Želel je biti Rockefeller, bil je Tito, ravnali pa so z njim kot z dvornim norčkom. Skratka, fotografije, ki so jih prej v tej pobudniški dobi uporabljali za valorizacijo Tita, so zdaj uporabljene v kritični namen. Če si pogledamo tole scenarij za razpihovanje mržnje, to je pa seveda proti koncu 80-ih, ko se začne pač Federativna republika Jugoslavija krhati, ko se začnejo pač vezi krhati, se pri nas začne objavljati veliko fotoreportaž, še posebej iz Kosova. Ob veliki stavki kosovskih rudarjev v Starem trgu, ko so se v bistvu kosovski rudarji politično zavzeli proti nasilju centralne beograjske oblasti, je Slovenija seveda stopila z njimi. In to se vidi pri poročanju, ker naenkrat se pojavi tudi v naših medijih, še enkrat tukaj treba izpostaviti Mladino, veliko reportaž o razmerah kosovskih rudarjev in o razmerah rudarjev tudi nasploh, kar prej, če bi šli nazaj čez zgodovino prikazovanja, na primer velika rudarja, tudi ne bi opazili. Mladina, šola v vojni, je v bistvu ena izmed serije reportaž iz Eritreje. Zdaj, ta reportaža je zelo nazoren primer, zakaj je reportaža kolektivno delo in hkrati zakaj je v bistvu reportaža rezultat pač večjih silnic, od političnih, ekonomskih, kapitalskih, širše družbenih, ker ta reportaža je nastala v bistvu zaradi kritičnega odnosa, mladininega odnosa uredništva do Jugoslovanske ljudske armade. Mladini je bil prepovedana objava članka Mamlakov Home o preprodaji orožja JNA
Etiopiji, in ker Etiopija je pa takrat se spopadala z eritrejskimi oboroženimi frakcijami oziroma z narodno osvobodilno silo Eritreje. In zaradi tega je v bistvu nastala cela serija reportaž iz Eritreje. Najprej so bili kritični članki o jugoslovanski ljudski armadi, ob katerih so se že pojavljale fotografije izstradanih temnopoltih otrok, zelo nazorno, in potem to tekom sredine 88 preide v reportaže iz Eritreje. Zdaj, če se premaknemo naprej, imamo seveda pač en izmed velikih mejnikov v zgodovini Slovenije in seveda v zgodovini poročanja je slovenska osvobodilna vojna, v kateri se predvsem objavijo zelo ilustrativne, ne toliko reportažne fotografije. Tu bi se mogoče bolj primeri fotoreportaž, skratka pač fotografij, ki so bile vpete v eno določeno zgodbo, ima eno določeno naracijo. Izpostaviti je mogoče treba Večerovo fotoreportažo Preplah, ki je v bistvu ena izmed redkih, ki se je fokusirala na civiliste, na to, kaj se je dogajalo s civilisti med osamosvojitveno vojno. Poleg tega pa v sredini 80-ih nenadoma fotoreportersko oko oziroma oko kamere zazna različne subkulture, različne periferne družbene fenomene. Naj si bodo to pač narkomani, tako kot je v reportaži Mamilarski raj, bodisi gre za nogometne navijače, za skine, za subkulture, velike reportaže iz Metelkove. Skratka, pač te periferne skupine dobijo bistveno večjo pozornost, kot so imele prej. In to je predvsem zaradi pač te novo odkrite kritičnosti medijev in zato, ker so v bistvu določene te subkulture, še posebej pač te, ki so se rojevali na Metelkovi, predstavljale kritiko tedanje oblasti. Reportaža Večerova smetarska vojna. Poleg te je bila narejena še ena fotoreportaža Dnevnikova z istim naslovom Smetarska vojna o stavki smetarjev. Je tudi en primer, kjer vidimo, da v bistvu fotoreporter prevzame to pač kritično vlogo v družbi. V tem času nasploh je veliko fotoreportaž protestov, stavk. Prej, tekom 70-ih in prejšnjih obdobjih je tega bistveno manj. In seveda proti tekom 90-ih pridemo tudi do tega, da se pač slovenski reporterji odpravijo na vojna žarišča v Bosni, na Hrvaško in na Bosno. In tam nastane cela serija reportaž, ki so objavljene in v Mladini, Sobotni prilogi. Če zaključimo z zadnjo reportažo iz leta 1999, Boštjan Slatinšek, Leto med kosovskimi Albanci. Zanimivo je mogoče to, kar bi jaz mogoče izpostavil, ravno ta fenomen pač Kosova, kjer se v bistvu delajo reportaže od sredine 80-ih, ko je na primer poročanje s Kosova še vedno neopredeljeno, ko v bistvu se hkrati kritizira in albanski identizem in pač tudi zbujanje srbskega nacionalizma. Potem pa postopamo proti koncu 80-ih postane zelo enoznačno kritično proti srbskemu nacionalizmu in potem pač tekom 90-ih se to v bistvu ohranja. Ok, jaz bi v bistvu tukaj zdaj sklenil samo to, jaz sem vas probal popeljati, če se ne par teh primerov in zakaj so reprezentativni za določen način poročanja in za določen način fotoreportaže iz tega obdobja. Bi pa res strnil s tem, da smo mi zaobjeli obdobje do izteka 20. stoletja, tudi zaradi ene zgodovinske distance, zato ker v bistvu se nam je zdelo, da je dobro vzpostaviti pač določeno distanco do predmeta preučevanja, in smo zaključili to z 90. Članek Nike Perne je pa seveda tisti članek, ki v bistvu odpre
razmislek o slovenski fotoreportaži naprej v 21. stoletje. Tako, hvala Jan, hvala za predstavitev. Vem, da je težko na kratko opisati eno celo stoletje, tako zelo širokega in raznolikega žanra, vrste, kot je fotoreportaža, ki je pravzaprav povezana z življenjem na vseh ravneh. Ampak kot rečeno, torej Nika Perne, ki je sicer umetnostna zgodovinarka in je tudi diplomirala prav na temo najsodobnejše slovenske reportažne fotografije, je bila naša sodelavka pri tem projektu. V tem smislu, Jan, mogoče ti ugasneš svoj zaslon, takole, hvala lepa, pa bom jaz pokazala še Nikin prispevek. Kajti Nika se je resnično lotila fotoreportaže takšne, kot živi danes. Naredila je, tako kot seveda tudi mi trije, za prejšnja obdobja, kolikor je bilo to seveda še mogoče, kolikor smo s fotoreporterji še lahko govorili, no Nika pa je imela seveda pri tem odprte možnosti, mladi, torej tudi najmlajši fotoreporterji, tako tisti zaposleni v uredništvih, kot tisti, ki delujejo danes kot torej freelancerji, samostojni fotoreporterji, poskušajo svoje fotoreportaže objavljati v časopisih, iskati nove poti, načine prezentacije svojega dela, ki pogosto seveda prestopa tudi v bolj obsežne, bolj dokumentarne projekte. Torej in se je seveda z našimi fotoreporterji pogovarjala predvsem tudi o najaktualnejši problematiki tega poklica. Celoten ta naš projekt veliko pozornosti namenja dejansko konkretno vsakdanjemu delu fotoreporterja in tako kot smo poskušali teorijo pisati iz dejanskega pregleda gradiva, smo jo poskušali pisati tudi iz dejanskih izkušenj fotoreporterjev. No in Nika je tako torej predstavila s temi fotoreportažami, ki so pred vami, torej vsaj vpogled v najnovejše obdobje fotoreportaže. Nenazadnje smo nekako skupnimi močmi prišli do zaključka, da bi to obdobje lahko na nek način poimenovali samo ali pa samosubvencionirana fotoreportaža, kajti gre za obdobje, ko je morda fotoreporterski poklic postal zares izziv, tako v smislu cene fotografije, tako v smislu pogojev dela. Če smo prej omenili, da je bila morda v kakem obdobju cenzura izrazita, lahko rečemo, da je danes morda izrazita celo bolj, predvsem v smislu preprečevanja dostopa v imenu varnosti, v imenu razmer, kakršne so, v imenu pravic, ki ščitijo posameznike, ki naj se ali se naj ne pojavljajo na fotografijah. Skratka, naši najmlajši fotoreporterji se zagotovo srečujejo z večjimi izzivi, kot so se srečevali njihovi starejši kolegi, četudi imajo seveda nove tehnološke možnosti, tudi druge načine prezentacije svojega dela, je vendarle torej trenutna situacija seveda velik izziv. Torej, Nika je poskušala popisati nekako oziroma opisati, orisati trenutno stanje, predlagati tudi morda kakšno pot naprej, iskati načine, kjer fotoreportaža seveda še išče svoj prostor in za katere seveda lahko verjamemo, da obstaja predvsem tiste vrste fotoreportaža, ki zmore dejansko dobro vizualno pripoved ustvariti skozi fotografije. Da ne bomo predolgi, naj z zgodovino, torej oziroma s pregledom, ki nas je pripeljal v najnovejše obdobje, tukaj zaključim. Želela bi opozoriti samo še na to, in do tega trenutka je to verjetno že postalo precej jasno, da ta projekt ne izpostavlja posameznih avtorjev, ne izpostavlja posameznih imen, njihovih biografij, njihovih ikoničnih fotografij, temveč se dejansko posveča fotoreportaži kot vrsti in tako zaobjema čim več torej njenih ustvarjalcev oziroma tistih, ki so jo ustvarili, tako fotografirali kot priskrbeli njeno objavo v časopisu. Seveda so fotoreporterji tukaj povsem v fokusu, ampak ukvarjamo se seveda predvsem z primeri, ki zmorejo ilustrirati določeno tematiko, določeno obdobje ali torej določen pojav naše fotoreportaže.
kar pomeni, morda se pojavi torej fotoreportaža, katere avtor je en fotoreporter, pa bi lahko seveda se prav tako pojavila fotoreportaža koga drugega, pa vendarle so to neke odločitve, ki nekako skušajo uravnoteženo predstaviti, kar smo želeli povedati. Naj stavek namenim samo še temu, da smo v tem uvodu skušali predstaviti tudi tipologijo torej fotografskih zvrsti in pa reportažne fotografije kot zvrsti, znotraj katere kot najlepši izraz vizualnega pripovedovanja najdemo fotoreportažo. Je pa zagotovo treba reči, in to smo tudi izpostavili, da fotoreportaža seveda ni izključno delo fotoreporterja. Zelo pogosto fotoreporterji ustvarjajo druge vrste fotografij za objavo v torej novinarski rabi, v časopisih. In tukaj smo nekako skušali tudi vzpostaviti neke vrste tipologijo tistih vrst, ki se najpogosteje pojavljajo, pogosto tudi pod rubričnim imenom fotoreportaža ali pa jih fotoreporterji celo sami kot tako razumejo. To so predvsem ilustrirana reportaža, tudi fotoporočilo, potem imamo tukaj fotopotopis, nenazadnje tudi posamične objave fotografij, ki se tičejo ene fotografije, torej prinašajo eno fotografijo in jo seveda predstavijo v smislu fotoutrinka, fotokomentarja, fotocitata in moram seveda povedati, da se malce vsaj provokativno na določenih mestih v našem, torej v tej publikaciji, kot tudi na naši razstavi pojavijo tudi tisti opomniki na določene vizualne pojave v našem tisku, ki so bili včasih nekaj povsem normalnega, danes pa seveda svetlobna leta proč od vsega tistega, kar je v naši družbi danes dovoljenega, sprejemljivega in kar ne vzbuja kakršnekoli kritike. Tako, mislim, da je torej o uvodu dovolj rečenega. Zdaj pa bi prosila našo kolegico, torej Julijo Hoda, ki je pravzaprav bila v projekt najtesneje vpletena na vseh koncih in krajih in je predvsem ogromno truda vložila v zbiranje gradiva, v pripravo gradiva. Julija, prosim, prižgi svoj mikrofon in nam opiši nekoliko proces našega dela in sodelovanja z vsemi tistimi, ki so seveda bili pomembni v tem procesu. Hvala, Marija. Upam, da se slišimo. Ja. Pozdravljeni. Ja, torej, kot je bilo že omenjeno, večkrat gre za dolgoleten projekt in tudi naša snov je bila zelo obsežna. Smo jo morali kar nekoliko zamejiti. To pomeni, da v tej prvi fazi, v raziskovalni fazi, smo res pregledali ogromne količine časopisov in revij, se pravi različne letnike, različne številke. Kar pa tudi pomeni, da smo naleteli na velik izziv v času korona krize, ko so se začele knjižnice in čitalnice zapirati. In naj tukaj predvsem izpostavim pač te različne institucije, s katerimi smo stopili v partnerstvo, še posebej Narodna in univerzitetna knjižnica in pa Slovanska knjižnica oziroma Mestna knjižnica Ljubljana, ki so nam nudili ta oddaljen dostop do njihovega digitalizovanja lahko nadaljevali. Po drugi strani se seveda moramo zahvaliti tudi uredništvom časopisnih hiš, ki so nam prav tako dale dostop do svojega arhiva. Predvsem bi recimo omenila dokumentacijsko službo časopisne hiše Delo, še posebej Janja Papež, ki je res ažurno nam pošiljala gradivo, ki ga je našla in nam tudi pomagala pri iskanju. In pa arhiv časopisa Večer, ki je, moram reči, zelo lično urejen. Seveda tu gre za zelo nehomogeno gradivo in tudi vsi arhivi so različno urejeni. Pravzaprav se je pa treba zahvaliti uredništvom posebej, se pravi uredništvu Mladine, Večera, Dnevnika, Dela, ki so nekako prepoznala,
kvalitete in poslanstvo našega projekta in nam potem tudi dovolili, da gradivo reproduciramo za publikacijo. Tiče našega dela, si lahko predstavljate, da je bilo na podlagi številčnega, kvalitetnega gradiva, ki bo potem nekako predstavil, reprezentiral naše delo. In tukaj je našo ekipo pač čakal velik izziv. Jaz mislim, da smo to delo res skrbno opravili in da bo temu pričala tudi publikacija. Kar se pa tiče razstave, pa po eni strani smo si želeli na razstavi predstaviti res reportažo v takšni obliki, kot je stopala pred bralce, v njeni originalni obliki, v tisku. In je bilo treba za to nekatero gradivo, ki pač ni bilo na voljo v digitalni obliki, smo morali sami reproducirati. K temu se še vrnem, naj samo omenim, da za ostalo gradivo, naprimer za predmete ali pa za gradivo, kjer ne gre za fotoreportaže, so nam pa seveda prišli napisati tudi različno fotografsko gradivo, naprimer kontaktne kopije ali pa zapiske ali pa svoje izbore v obliku digitalnih datotek seveda ponudili in dali na voljo, da jih predstavimo. In pa seveda treba omeniti tudi Muzej novejše zgodovine, ki hrani veliko fotografskega gradiva in zelo smo tudi veseli, da smo lahko sodelovali z njimi pri pridobitvi gradiva. In če se pa vrnem zdaj nazaj na reproduciranje gradiva, ki je bilo zame definitivno najbolj mogoče tak zanimiv del procesa. Tu je pa fotograf Matevž Paternoster potem fotografiral res te recimo vezane letnike ali pa revije in dejansko zajel potem to originalno obliko, obdelal, pripravil za tisk. In potem je s pomočjo našega oblikovalca Bojana Lazareviča seveda spravil to v končni izgled za publikacijo in pa tudi za katalog oziroma za razstavo in za publikacijo. Za prelom je poskrbel Marjan Božič, ki je opravil res veliko delo. Skratka, v tem procesu je bilo udeleženo mnogo sodelavcev, ki so opravili veliko delo v nesigurnih časih. In zato se jim res iskreno zahvaljujem. Prav tako pa naj poudarim, da naše delo še ni končano, kajti pripravljamo še 2 dela publikacije, Moč in Vsakdanje, tako da proces še ni zaključen in bo potekal še nekaj časa. Kaj zanimivega, izvrstnega bomo še našli, pa bomo seveda povedali naslednjič. Hvala lepa, Julija, za to izčrpno, hitro poročilo našega opravljenega dela. Res je, kot je Julija povedala, seveda nismo še gotovi, naš projekt je mišljen kot fleksibilen projekt, fleksibilna razstava, menjajoča se razstava, kar pomeni tudi, da se torej, tako kot se publikacija deli na 4 dele, se pravzaprav tudi razstava, oziroma vse skupaj ima uvod, ki smo ga zdaj predstavili, in pa 3 tematska poglavja. Prva je identiteta. Identiteto gledamo na razstavi v tem trenutku, podaljšali smo jo za 1 teden, kajti ne bomo proti koronskim ukrepom dovolili, da kakorkoli posegajo v našo identiteto, bom rekla, tako da podaljšujemo za 1 teden, 9. marca pa odpiramo Moč in potem 20. aprila tudi temo Vsakdanje. In sledile bodo tudi publikacije. Kot rečeno, pa prvo seveda že imamo, identiteta je zaključena in tako kot smo si ves čas delili delo, smo si zdaj razdelili tudi urednikovanje naših torej posamičnih publikacij. Zato bi zdaj ponovno povabila Ilijo, da nam kot urednik torej drugega dela naše publikacije na drugi strani predstavi zbornik Identiteta in pa seveda naše sodelavce, strokovne sodelavce in pisce, ki so prispevali vsak svoj delež tudi identiteti. Hvala, Marija. Jaz bom za začetek samo delil z vami eno fotografijo, potem pa bom predal vizualno vlogo Mariji, da nam
pokaže še kakšen vizualni utrinek sklopa identiteta. Z vami bi pa res uvodoma želel deliti tole podobo. Predvsem zato, ker se mi zdi, da na najlepši način nas lahko upelje in popelje v temo identitete. Zdaj, tako kot smo poskušali predstaviti v tem prvem delu, smo zgodovini reportaže in iskali njene večje obrate in spremembe in tudi spremembe znotraj same zvrsti sporočanja. Medtem ko smo v tem razstavnem drugem delu poskušali temu pregledu, stoletnemu pregledu prav zares, dati nekakšno tematsko koherentnost. Zdaj, ena od stvari, ki jo velja seveda poudariti, kadar se ukvarjamo z novinarstvom, je, da prav zares zelo velik del novinarskega sporočanja temelji na ponavljanju, na repetitornosti. In ta repetitornost ni mišljena kot slaba, nikakor ne. In mi smo znotraj tega pregleda odkrivali teme ali pa tematske sklope, katerim se fotoreporterji znova in znova vračajo. In zato smo v tem tudi zasnovali razstavo okrog teh 3 večjih vsebinskih sklopov, ki so identiteta, tak je zdaj na ogled, moč in pa vsakdanje. In ravno z identiteto smo želeli začeti, ker na nek način vzpostavijo to osrednjo vlogo, ki jo množični mediji imajo v procesih družbenega komuniciranja. Torej, da že s samim svojim kontinuiranim poročanjem ali direktno z neko željo ali pa povsem posredno prispevajo k konstrukciji kolektivnih identitet. Med temi kolektivnimi identitetami pa seveda najbolj vidna ali pa najbolj osrednja je zagotovo nacionalna identiteta. Te podobe, primere, ki si jih lahko gledate na razstavi, nismo želeli kronološko zastaviti, ker bi prav zares iz vsakega obdobja iz teh 4 obratov lahko našli nekakšne vizualne ekvivalente. Tako da to tematsko zasnovo razstave smo pa potem želeli še nadgraditi s temi tematskimi zborniki, ki spremljajo vsakega od sklopov razstave, skozi katere pa prav zares nismo želeli spregovoriti mi. Ampak smo dali besedo zunanjim sodelavcem, ki so dobili v pogled naš zbran material in so ga potem vsak na svoj način interpretirali, komentirali oziroma do njega pristopili. Tako da v teh zbornikih, ki služijo hkrati kot katalog in kot znanstvena publikacija, se srečate s tem res interdisciplinarnim pristopom, ki je zaznamoval že našo ekipo in pa hkrati smo ga potem razširili tudi na zunanje sodelavce. Tako da imamo od prispevke, ki so išli skozi oči zgodovinarjev, sociologov kulture, fotoreporterjev in tako naprej. Skratka, gre za en res interdisciplinarni pogled na določeno temo, v tem prvem sklopu, kot rečeno, identiteta. Imamo prispevke Marka Zajca, ki se ukvarja z eksotizacijo, prikazom drugega v reviji Prijatelj in Žena in dom, to sta 2 družinski reviji. Potem imamo s podobno temo, to bom še malo pojasnil v nadaljevanju, se ukvarja tudi Tanja Petrovič, torej s prikazom druge, sicer zelo podrobno na primeru enih fotografij, enega fotografskega opusa enega fotografa. Potem imamo bolj tematski pregled specifičnosti slovenske prostorske izkušnje, bi lahko rekli, ki jo predstavi Matija Žuršič. Potem imamo pregled, ki ga o konstrukciji nacionalne identitete za
za nazaj poskušal nekako rekonstruirati s prispevkom Ksenije Vidmar-Horvat in pa s prispevkom Mete Krase se dotaknemo tudi teme zamejskega tiska. Skratka, če poskušam temu tej navidezni nekonherenci dati neko koherenco, ideja je, ideja, iz katere smo izhajali in pri razstavi in pri tem zborniku, je seveda, da identiteta kot taka ni nekaj, kar nam je urojeno, dano, ampak da je vedno rezultat nekega zamišljanja neke podobnosti in da če tudi se identiteta vedno oblikuje v posamezniku, je prav zares, pa se izraža skozi zamišljanje in ideje v posamezniku se pa odvija v veliki meri pod vplivom družbenih institucij in pač množični mediji so eno od teh osrednjih institucij. In tretji poudarek, ki smo ga imeli tu, je seveda, da ta proces zamišljanja prav zares vedno temelji na vzpostavljanju razlike med nami in njimi, torej vzpostavljanju v bistvu meje, kaj smo mi, kdo smo mi, in ta meja na nek način definira navznotraj, torej nas, naše značilnosti, in definira tudi navzven, kdo so drugi, kdo so ti, ki niso mi, ki so nam drugačni in prav zares na kakšen način so nam drugačni. In ravno z to nearbitrarnostjo te meje se prav zares ukvarja teh 5 prispevkov, ki jih tukaj imamo. Tako da časovno gledano obdelujejo ali pa naslavljajo različna obdobja. 2 teksta se zelo eksplicitno fokusirata na fotografijo v obdobju med obema svetovnima vojnama. To obdobje, ki smo ga označili v tem zgodovinskem pregledu za narodno zavedno reportažo oziroma to obdobje, ki je prav zares in naslavljate v bistvu oba vidika tega, torej kdo smo mi, kako gledamo sebe in kako sebe razumemo, to recimo prispevek Ksenije Vidmar-Horvat, po drugi strani pa prispevek Marka Zajca se ukvarja s temo eksotizacije drugega, ravno skozi prikaz tega eksotičnega, dostikrat golega, ženskega, nebelega telesa. Spravi, kdo je na drugi strani meje. Potem, če nadaljujemo s to temo meje, prav zares se z njo ukvarja tudi prispevek Tanje Petrovič, v kateri nas opozori na to dejstvo, da so te meje in to, koga razumemo kot nam bližnjega in nam oddaljenega, prav zares tudi v veliki meri politično strukturirana in da se hkrati s spremembami političnih režimov tudi te meje brišejo in spreminjajo. Tako da nam nekoč eksotični drugi lahko postanejo bolj bratski drugi in v nadaljevanju spet eksotični drugi. V tem sklopu identiteta smo seveda želeli dati tudi poudarek na vprašanje ne samo slovenstva, ampak tudi zamejstva. Tako da imamo prispevek Mete Krase, ki se posveča rabi fotoreportaže v zamejskem, v tržaškem tisku, ker je tudi prikaz tega, kar je časnik Jutro v svoj čas imenoval neodrešena domovina, torej domovina, ki je ostala zunaj meja domovine, zelo pomemben vidik zamišljanja kolektivne identitete. In ta prispevek, recimo, tako kot prispevek Tanje Petrovič, se ukvarja z povojnim obdobjem, medtem ko prispevek Matjaža Uršiča se pa zelo, časovno gledano se pne čez obdobje celotnih 100 let oziroma celotnega projekta, ukvarja pa se zelo posebnim vidikom percepcije nacionalne identitete in to je ta naša specifična prostorska izkušnja, ki je v Sloveniji razpeta med identiteto, če rečemo, podeželja oziroma ruralne skupnosti in pa mestno identiteto oziroma urbano. Torej ta delitev urbano-ruralno, ki je v Sloveniji zelo vidna že od nekdaj in je že od, lahko rečemo, vsaj od
20 let 20. stoletja naprej tudi označevalec politične delitve, dostikrat na bolj liberalne in bolj konzervativne v tistem času. Se pa prav zares ti teksti ne ukvarjajo samo s tem konkretno z materialom, ampak prav zares, saj jaz jih tako gledam, imajo vedno še neko drugo dodatno dimenzijo, torej prispevek Tanje Petrovič, ki govori o serijah fotografij Toneta Stoka, ki jih je posnel na Kubi, nas hkrati se ne ukvarja samo s to konstrukcijo drugega v času neuvrščenosti, ampak nas hkrati opozarja tudi na dejstvo, kako se interpretacija nekih fotografij spreminja z spreminjanjem časovne distance od takrat, ko so nastale. Torej, da je interpretacija povezana s časom, v katerem jih gledamo. Na ta način tudi neke podobe, ki se nam danes zdijo klišejske, dobijo z zgodovinskim spominom drug pomen in obratno. Nekaj, kar je svoj čas bilo provokativno, lahko postane klišejsko in obratno. Ksenija Vidmar-Horvat prav tako, sicer se prispevek ukvarja s konstrukcijo tega nacionalnega imaginarija skozi prikaze obredov, alpskih krajin, gospodarskega napredka v medvojnem obdobju, ampak hkrati postavi pomembno vprašanje, in to je, kako in do kolikšne mere smo sposobni iz današnje pozicije interpretirati ta material za nazaj in dekodirati te procese kodiranja nacionalne identitete v material. Tako da teksti so v nekem medsebojnem dialogu, hkrati pa podobno kot razstava v bistvu na nek način vračajo pogled nazaj, vračajo pogled bralcu in zahtevajo od bralke ali bralca, da sam aktivno pristopi k risanju oziroma k delanju teh povezav. Skratka, to ni, tisti, ki ste že bili na razstavi, to ni razstava, ki bi vam vse ponudila na pladnju, ampak je prav zares vam ponuja to kakofonično izkušnjo in listanja časopisov in revij in našega listanja teh publikacij in listanja, ki so ga sproti izvajali vsakokratni bralci in bralke. In vas prav zares sili v nek razmislek o tem, kdo smo mi, kdo je na tej strani meje, kdo je na drugi strani meje, kaj so vrednote neke skupnosti in kako se te vrednote s časom spreminjajo ali v kolikšni meri ostajajo trajne. Torej, ta projekt res ni bil zamišljen kot način, da mi sami sebi damo glas, ampak smo skozi njega želeli dati glas fotografom po eni strani in tudi v teh zbornikih dati glas drugim oziroma dobiti nek pogled drugih na naše delo in na naš izbor materiala, ki ga je zagotovo preveč. Preveč ga imamo, da bi vam ga lahko pokazali. Tudi ta majhen izbor, ki vam ga pokažemo, je zelo obsežen in zahteva od vas resen angažma, tako da jaz bi tu mogoče res odprl, če je kdo bolj drzen v tem občinstvu, da kaj vpraša. Absolutno, vabljeni ste k vprašanjem. Morda Jani, ki sta nekje v ozadju, sta prejeli kakšno vprašanje za nas? Žal ne, vprašanj nimamo še. Dobro. Potem je pa seveda veliko vprašanje, kdaj bodo te publikacije seveda lahko v vaših rokah. Trenutno so v tiskarjevih rokah, kar pomeni, da smo že na izredno dobri poti in da pridejo zelo kmalu tudi do vas. Okoli 10. marca jih lahko pričakujemo, torej prvi dve publikaciji, in potem bo ob naši naslednji predstavitvi 23. marca sledila tretja in 20. aprila še četrta publikacija v tem nizu.
Vse bodo lično zapakirane v škatlico, bom rekla, čeprav so obsežne, predvsem prvi del obsega preko 200 strani. Zdaj pa bi Julijo prosila še, da nam na hitro pojasni, kje so publikacije dostopne, kako v teh časih z njimi, do njih lahko pridemo in kje so dobre ponudbe. Hvala, Marija. Bom kar tudi jaz delila zaslon. Tako, publikacije so na voljo v naši spletni trgovini na strani shop.mgml.si, kjer opravite vaše naročilo. Seveda imate več možnosti, ukolikor se odločite za en zvezek, za en del, naprimer identiteta, ga lahko naročite po ceni 15 €. Lahko pa se odločite in seveda kupite tudi paket vseh 4 zvezkov za 50 €, kar se vam potem tudi bolj splača. Načeloma gre za plačilo po predračunu, torej po opravljenem plačilu vam pošljemo potrditev in lahko potem knjigo ali prevzamete v galeriji Jakopič, torej osebni prevzem, ali pa vam jo pošljemo po pošti, torej imamo tudi možnost dostave. Zaenkrat še samo preko spleta, kasneje pa si boste lahko, se pravi, tam 10. marca, lahko tudi osebno naročite knjigo ali pa knjige kar v galeriji. Seveda tole lahko na naši strani poiščete vse vaše informacije in se odločite, upam, da tudi za nakup naše publikacije. Če pa bi bilo še kakšno vprašanje, smo vam seveda vedno na voljo tudi na shop@mgml.si. Pa lepo vabljeni k nakupu. Takole, in ker vsaka prava spletna video prodaja seveda ima na koncu eno lepo nagrado za tiste, ki so poslušali do konca. Naj povemo še, da seveda imajo naši prijatelji galerije 15% popust na torej nakup publikacij, ampak vsi tisti, ki ste zdajle z nami in ste si zaželeli seveda čim prej dobiti te tople žemljice o slovenski fotoreportaži, vas vabimo, da v klepetalnik zapišete torej svoj elektronski naslov in vas bomo mi kontaktirali in vam pripravili seveda predračun po vaših željah in boste prejeli torej pač zaradi tega, ker ste vztrajali z nami, ker ste poslušali to torej predstavitev, 15% popust. Torej tisti, ki ste se zdaj že odločili, da to publikacijo torej želite, na vsak način je vredno, v njej je okoli 20 različnih strokovnjakov zapisalo torej svoje poglede na to temo in prinaša resnično ogromen izbor slikovnega gradiva, kot ste lahko videli. Prvi del ima preko 200 strani, drugi del ima okoli 150 strani, mislim, da in takšna, kot je drugi, bosta tudi zadnja 2 dela. Tako da vabim vas, torej, da se nam zdaj oglasite takoj, zapišete svoj elektronski naslov v klepetalnik in seveda nam pustite svoj kontakt, da vas lahko kontaktiramo in pripravimo publikacijo za vas. Ko bodo publikacije prispele, jih seveda lahko dobite po pošti, kot je Julija rekla, tudi če zdaj kupite vse, vzamete 2, lahko kasneje dobite ostale po pošti. Tako. Prišel je trenutek, seveda, ko se vam lahko vsem samo še najlepše zahvalim. Ilija Tomanič Trivundža, Jan Babnik, Julija Hoda, Nika Perne, torej moja najožja ekipa, ki je v teh 2 letih, kot vidite sicer, opravila gromozansko delo, ampak samo tisto, kar se vidi, absolutno ne opiše resnične situacije, s katero smo se spopadli. Lotili smo se zares ambicioznega projekta, nihče si ni predstavljal, da bo tako zelo velik zalogaj, pa vendarle sem izredno vesela, da smo danes tukaj in da smo pravzaprav z našim največjim delom že proti koncu in vse ostalo je samo še veselje, da ga lahko predstavljamo publiki. Hvala tudi Bojanu Lazareviču, to, kar ste danes videli, je resnično njegovo delo, njegova zasnova, oblikovna zasnova knjige, skupaj z Marjanom Božičem in pa seveda tudi Matevžem Paternostrom, kot je Julija že omenila.
Zahvaljujemo se seveda Mestni občini Ljubljana, brez katere bi bilo vse nemogoče, kot tudi Ministrstvo za kulturo, ki je prepoznalo naš projekt že kar nekaj časa nazaj in se odločilo, da podpre tudi ta projekt. Skupaj z uredništvi, ki jih je Julija omenila, in ne, torej nazadnje, ampak nikakor ne najmanj pomembno. Velika hvala vsem našim fotoreporterjem, ki so od prvega do zadnjega v vsakem trenutku, brez kakršnihkoli protipričakovanj, res iskreno pomagali nam, priskočili na pomoč, kjerkoli je mogoče. Zdaj prihajajo v galerijo, se oglašajo v galeriji, ocenjujejo naše delo, za kar smo izredno hvaležni. In upam tudi, da bomo v prihodnjih mesecih se lahko tudi z njimi videli, bolj v živo kot na spletu, ampak na vsak način se bomo. In tudi seveda številnimi strokovnjaki, ki so pisali besedila za te publikacije, pričakujemo tudi njihove prispevke, njihova predavanja oziroma kakršnekoli drugačne prispevke tudi v obliki dogodkov. Tudi mojima kolegicama Jani Rebolj in Jani Buzečan, ki seveda držita strukturo nekje zadaj, in pa seveda Jani Buzečan še posebej za njen prispevek, tako pri projektu kot pri tem, da ga ves čas spravlja v svet, da ga spravlja med vas, da vas doseže z našimi obvestili, novicami in dogajanjem. Vsem resnično še enkrat izredna hvala, kot tudi vsem tistim, ki ste z nami zdržali danes, ko smo bili res kar dolgi, ampak imamo pač toliko za povedati in kar nismo mogli napisati, smo mogli zdaj še povedati. Tako da, če kdo še kaj želi dodati, izvolite, če kakšno vprašanje, izvolite, sicer bi se lahko na tem mestu tudi poslovili. Hvala lepa. In se vidimo čez točno en mesec, se pravi 23. marca. Spremljajte nas, na kakšen način vidimo, pa se zagotovo. Hvala lepa.